Ti izzivi, s katerimi se srečuješ, potrudili se bodo, da te uničijo. Ne pusti jim. Vstani, poglobi se. Zberi vse svoje težave in se z njimi sooči. Sooči se z njimi. Bori se z njimi. Ne dovoli, da te zlomijo. Pravzaprav naj te ti izzivi dvignejo. Naj te pospešijo. Naj te njihove zahteve in preizkušnje naredijo močnejšega. Naj te stiska, s katero se soočaš danes, spremeni v boljšega človeka jutri. Težko je razumeti, da tudi ko pričakuješ, da se bo zgodilo nekaj dobrega, te to nekaj stane. In ko si dolgo časa želiš nekaj, kar se ti kar naprej izmika, te bo to utrudilo, če ne boš previden. Čakati na nekaj, to pričakovati in si želeti, pa se želeno nikakor ne zgodi, te stane mnogo več kot nekoga, ki si ničesar ne želi. Zato obstaja toliko ljudi, ki padejo v brezno imenovano ne želim si ničesar, dobro je prav tako, kot je. Lažje si je ničesar ne želeti, kot pa si želeti in ne dobiti. Nekaterim ljudem je lažje obupati in igrati truplo že za časa življenja, ter pustiti, da se stvari zgodijo, kot se pač zgodijo. Stalno in brez konca so žrtve okoliščin. Dovolijo si sami sebe postaviti v večno vlogo niča. Mogoče svojega cilja še nisem dosegal, a si ga želim. Mogoče na cilj še nisem prispel, a se premikam v tisto smer. Morda mi cilj še ni dosegljiv, a roko vsekakor stegujem. Morda se na to goro nikoli ne bom povzpel, vendar bom umrl z umazanijo za nohti, saj iz njenega pobočja sam od sebe ne bom nikoli odšel in sprejel poti nazaj tja, od koder sem prišel. Morda se cilja še nisem dotaknil, a ga že vidim. Svoje izzive bom premagal, predno bodo premagali oni mene. Ne bodo me premagali in ne bodo me uničili. Nisem tako neveden in slab, da bi po vsem preživetem peklu zdaj odnehal. Če bi želel odnehati, bi to moral storiti že pred več kot 10 leti. Moral bi odnehati takrat, ko so se izzivi nakopičili. Takrat bi lahko odnehal. V 10. rundi pa ne bom. Še 2 sta ostali do konca in do cilja me ne bo pripeljalo le znanje. Do tja me bo pripeljala vztrajnost.